pozdrav. 14 dni nazaj sem naredil tale mini iglu, pa me je firvec matru, ko se zadeva naša. Vidim, da stoji, čez je padel še malenko snega, tako da super. V notranjosti je malenko snega, zdaj je padel skozi to luknjo, ko sem jo pustil na vrhu kot dimnik, drugače je pa noter suho, kopno, tako da je pripravljen za bivanje. Tukaj na vhodu se vidi neke sledi, sicer so zamedene, se ne vidi, kaj je bilo za ena žival, ampak očitno je ta žival tole uporabila za bivanje oziroma za bivakiranje. Evo, tudi to je bila ena korist. Posebnost današnjega tegale mojega izleta s krpljem je, da nimam nahrbtnika, imam v bistvu tole torbico, prsno torbico, pa tle imam pasno torbico, tam imam noter malco, pa čutaro za pit, krple, pohodne palce in to je to. Tako da kasneje bomo tudi pogledali, kaj sem si tle noter nekako dal v to prsno torbico. Nekako bi rad prišel do ene take minimalne opreme, ki jo pač rabim za enodneven pohod, da vidim sploh, kaj rabim, kaj ne rabim, koliko stvari potrebujem, hočem pa priti do ene zelo take minimalne zadeve, da ne bi vsakič nahrbtnih nosil. Tako da predlagam, da kar gremo naprej v akcijo. V gozdu ni veliko snega, toliko da je bilo. V bistvu tisto, kar je pa zelo pomrznen. Tako da tle ob zadnjih padavinah zgleda, je več ali manj šel dež. Edino na zadnje je malo snega padlo na tej višini, toliko da je malo pobelil. Je pa neverjetno lepo. Manjša težava. Prišel sem na teren, kjer ni nič snega, praktično je kopno, tamle še celo gošava. Krplja moram dati dol, ampak običajno je bilo tako, nahrbtnik, lepo krple obesim na nahrbtnik, pa je šlo. Moram pa nekaj pogruntati, da bom krpljo se nekako nase fiksiral, da bom imel roke proste. Pa tele moje rukavice nimajo nobene v bistvu kljukice pa vrvice, da bi se kam na pas ali pa na karabin pripele. Tako da tlele, ki je od zadrge, tale vrvica, pa bom kar takole skozi. Evo, to imam rešen. Moram pa še nekako krple fiksirati. To je najbolj malo vrvice. Že posnimil en konc vrvice. Meter. Sploh ne bom rezal to.
Evo, bo. Palce. No, gremo naprej. Tlele pod smerikco je medved ležal. Tamle se je valal. Tukaj se je usral, po domač povedan. Lepo vidne sledi. Očitno se majster tle zadržuje. En kup sledi. Evo, Herkulesa je tudi zrihtal v trgu. Neverjetno, kakšno moč ta žival premore. Tako da najbolj, da se jaz to tlele prav hitro postrgam, ker vidim, da tole njemu paše. Čisto sveža sled medveda. Evo, pred koncu oziroma konc februarja medvedi ne spijo, kolorad je okrog. Kamorkoli grem, naletim na sled tegale medveda, tale zgleda se res tukajle zadržuje, tako da moram biti majčkeno bolj previden, da se ne bova srečala oči v oči. V bistvu sneg je zdaj toliko trd, da hodim po njemu krple takole, ko imam na pasu zadaj zavezane, malo ropotajo, tako da to je v bistvu nek odganjalec medveda. Tako da, če mi ne koristijo krple za hojo po globokem snegu, mi pa koristijo za odganjati medveda. Nič, pojmo naprej. Mogoče ga bomo pa srečali. Takole kot danes naletiš na sveže medvedje sledi ali kakšne druge sledi. V bistvu takrat, ko smo nekje takole v naravi, ali prostovoljno ali pa tudi po razmeri sil, je treba opazovati, kaj se dogaja, sledi. So to sveže sledi, stare sledi. Ne vem, tako v mojem primeru danes so bile sveže medvedje sledi, kot sem se probal izogniti terenu, ki se giblje, pa sem še 5-krat, 6-krat naletel na njegove špore, enkrat čist na svežo, enkrat malo manj. Tamle so bile sicer stare, zgleda se tle non-stop zadržuje. Tako da v bistvu v takem primeru medved v bistvu je zelo majhna verjetnost, da bi me napadel. Ampak če bi hodil zelo potih, se lahko na zelo blizu srečava, tisto pa ni tako lih fajn. Tako da v bistvu, tako kot imam jaz zdajle tele krple, ki mi takole malo ropotajo, sama hoja, ki je sneg zmrznen, sicer tukaj, ki je odprte, malo pršiča, ne ropota toliko, ampak krple povzročajo šum, ropot, tako da medved me vdaleč sliši. Kaj sem hotel povedati? Hotel sem povedati, ne glede na to, ali se pač izogibate, ne vem, zvermi, ali se morate pač izogibati ljudem. Skratka, na tleh, ne glede, ali je to sneg, ali je to pač čez leto, ko ni snega, pač vidite v blatu, v razne pomečkane trave in tako naprej, razne sledi, stopinje, in če razberete pač njihovo starost, njihovo smer,
in tako naprej. Je to ene vrste gozdni časopis, ki dobite pač dnevno informacijo, kaj se dogaja okrog vas. To je zelo pomemben, da ko ste od zunaj, da napnete vse čute, da gledate, kaj se dogaja po tleh, da pač opazujete okolico, če se kaj premika ali karkoli. Sem šel skoraj mimo, pa sem tole videl. Poglejte, idealno zaklonišče, če ste v nekih survival razmerah, suho je, zavetje imate, še par vej nasekate, imate pa to vse tukaj na dosegu. Edina slaba stran je, ko imate prvega soseda, verjetno medveda. Ampak tudi to se bi dalo preživeti. Rekli smo, nam še pokazal, kaj imamo v tej prstni torbici. Moram reči, da sem presenečen nad samo udobnostjo te zadeve. Sploh ne čutiš ne teže, tako da te bi kaj v hrbtu ali karkoli. Tudi roke so proste, tako da moram reči, da zadeva res super funkcionira. Kot sem že pokazal, tole z rokavicami, kako sem to naredil, da jih imam tle gor. Evo. Tle noter imam očala. Nekomu se bo to zdelo smešen pa nepotreben, ampak z leti pač vidite peša in dejansko tudi, ne vem, na GPS ne vidim dobro. Če bi imel karto brati, ne vidim brez očal, tako da očala so z leti postala obvezna oprema. Tole je 2,5 do 3 metre parakorda. Svetilka. Nož. Potem še čelna svetilka. Sprot pospravim. Potem alufolija. Tle imam eno tenko vrvico, ki je zelo močna, povoskana, tako da tudi, če bi rabil kdaj pomoč pri netenju ognja, je to dobra pomoč. Pol rezervni vžigalnik, tudi povito to povoskano vrvico. Te vrvice je ogromno, tako da je kar. Potem malo prve pomoči. Spodaj noter en prvi povoj. Prvi povoj pač, če se kaj porežemo ali karkoli, pa tudi za netenje ognja. Potem imam tele robčke za čiščenje očal ali pa čiščenje daljnogleda, skratka za te razne steklene zadeve. Gaza, par pobližal, po domač povem flajštrov, še nekaj gas, nalgesin proti bolečinske tablete, še ena manjša gazica, tako da v bistvu za eno tako manjšo poškodbo imam tudi prvo pomoč s sabo, tako da si lahko pač pomagam. To nazaj damo. Potem tle za denarnico ali pa za ključe noter spraviti, dokumenti. Evo, zapremo.
tukaj ne zgubimo. Načeloma je tle noter še nekaj prostora, tako da če ne bi danes imel kamere sabo, tukaj imam na tej torbici, sem si dodal powerbank, polnilen kabel, dvakrat baterija AA, rezerva za GPS. GPS tle spredaj, danes ga še nisem nič uporabljal, pa tudi mislim, da ga ne bom rabil. Drugače je pa tudi tukaj prostora dosti, tako da lahko dam. Če ne bi imel kamere danes sabo, bi bil GPS lahko komot v tem prostoru. Od zadaj ta zadeva takole izgleda. Nastavljate tle po višini, tle pri stran, da vam pač ne upleta. Jaz vam zdaj tako nastavljam, ker imam še, bil sem napravljen še v eno jakno, ampak ko sem začel hoditi, mi je bilo prevroče, tako da sem jakno dal dol, tako da je mogoče malo bolj ohlapen, ampak ni problema. Tako da res, imate vse v bistvu pa rok, no, karkoli rabite, imate takoj pa rok, ven vzamete, ne vem, svetilko, nož, res. Tako da, gledajte, tle noter je še nekaj prostora, tako da, ko moče kakšna stvar gre noter, potem ima še tle še ene elastike, tako da lahko še kakšno drugo stvar tako fiksirate. Mislim, res, no, top. Tako da tole bo verjetno, kar bom večkrat uporabljal. Res, meni je všečno. Tukaj spodaj dol, še nož, takole. Moj moraklin, tako da lepo noter, tak, lepo na dosegu roke, varno spravljen, tako da to je v bistvu nekako vse, kar imam spravljeno v tej moji prsni torbici. Danes sem še imel tole za napas, tle v tem otavelku sem imel nekaj malce, tle v tej flaši pijačo, krplje pa nosim za brez veze, za medveda strašiti. Tukaj sem že na ledu, spodaj je voda.
Tukaj spet se vidijo sledi, pa naravno zdol. Zdaj je šel čez to čistino, pa čez vodo, pa čez. Jo, pa tle tudi. Po smerikcu nekaj obdeloval. Kaj se je to čohal ali kaj? Dobro so mu jo udrl. Zgleda je malo težji kaj jaz. Počas bom svoj dan zaključil. Jaz sem nekako prišel na izhodiščno točko do tega mojega mini igluja, ki sem ga zadnjič naredil. Na brzino sem tale ogenj zakuril, sicer je vse mokro, ampak tako malo za gušt sem še tu zakuril. Meni je bilo danes v bistvu, da nekako tole prsno torbico stestiram, da vidim, če je to. V bistvu se je zelo dobro obnesla, tudi res je praktična zadeva, tako da bo verjetno tole postal del standardne opreme. Edino pač, kar vidim, manjka še nekaj za zaščito, tako da verjetno bom pač nekje na ta mole sistem dal kakšen bear booster sprej, tako da tudi če pride medved ali karkoli, da imam pač nekaj za zaščito. Ko sem se vračal, sem dejansko spet naletel na sledi medveda. Videti so bile zelo sveže, tako da tudi slišal sem neke korake, v bistvu nek lomastenje, ene 50 metrov not v goščavi. Tako da, ko sem se jaz ustavil, se je tudi ta lomastenje prenehal, pa ko sem jaz spet naredil par korakov, je spet zalomastilo in je šlo. Tako da predvidevam, da sem pač nekje medveda dvignil, prestrašil in je šel. Jaz sem danes res užival, bom rekel tak, nenavaden dan, sneg, zima, stalno na sledeh od medveda, res tak fin občutek, no, mislim. Človek gre malo z respektom skozi goščavo, majhen bolj je previden, ampak res, prav tak, bom rekel, zadovoljstvo, ki ga ne znam opisati. To bi bilo danes z moje strani vse, pa lep pozdrav do prihodnjič. Srečno!